kar sem zaključil z enim Zoom sestankom in sicer zato, ker sem se pridružil Go inštrukcijam. To je ena spletna stran, kjer lahko inštruiraš med drugim tudi preko spleta. Tako da zdaj lahko inštruiram, dali so mi test za matematiko, fiziko in kemijo in zgleda samo vse prestol. Tako da te 3 predmete bom inštruiral v bodoče in upam, da čim več zaslužil, da bo lahko še čim dlje potovala. Bomo videli, držite pesti, da bo čim več strank. V naslednjih dneh sva vedela, da bo slabše vreme, ampak včeraj sva dobila sporočilo od, ne vem, grških oblasti ali ne vem koga, da so razglašene izredne razmere in da bo ful slabo vreme, da bo ful močen veter. Jutri in pojutrišnjem naj bi pihali 50 vozdov iz severovzhoda in ful dež, tako da nažalost zapuščamo tale naš lep zaliv, ker smo tlegli v luknji. Res je lepo, ampak ni idealno za tako vreme, tako da zdaj bomo šli na drugo stran otoka, ker zdaj smo na vzhodu, tako da bi bili kar odprti proti vetru, tako da na zahodu upava, da bo boljš. Pa našla sva še en plac, ki je dosti blizu v redu cest, mislim, po redu cestah se do tja pride, tako da tudi če bo kakšno neurje in kakšni plazovi, bojo ceste najbrž hitro zrihtane, ker tlele je to zelo enastranska cesta, tako da če kakšen kos ceste odnese, kar ni redkost v Grčiji, bi lahko bila tudi za neki dni ujeta. Poleg tega je pa zelo strma cesta tukaj, tako da že zdaj sva prvo prižgala kemper, da se malo greje motor, da bomo splezali gor, če bo pa mokro. Splezal bi tudi s hladnim motorjem, ampak ga nočva hladnega toliko bremeniti, ker bomo res kar 1-2 kilometra po moje v prvi gor plezala, ne? Ja. Tako da bolj za motor, da je malo bolj topo. Upamo, da ne bo prehudo. Evo, pa imamo za 3 tedne zaloge, zdaj je lahko konec sveta, nevihte, hrano imamo. Evo, tako kot je bilo napovedano, je res prišlo to deževje, zvoni ful ščije, tako da sem po dolgem času spet balerino oblekel, ker moraš ven lulat. Žal ne more noter opraviti svojih stvari, tako da moram tudi jaz ven. Drugače pa je bila tudi kar nora noč, v bistvu so se po noč premikala. Sicer na tem parkirišču oziroma na tem placu, kjer smo mogla obrniti kemper, ker je bil napovedan veter iz severozahoda, zdaj pa iz severovzhoda, zdaj pa piha čist iz vzhoda, tako da je obrnil in smo mogla tudi mi 2 kemper obrniti, ker so se zbudila, ker je to krukel. Tako da pol, ker sva ga obrnila, pa nogice dala ven, je boljše bilo, tako da smo pol nekaj vsaj spali. Ampak ja, je pa kar orang pihal in tudi zdaj mislim, da piha še zmeraj 40 vozlov. Ni fajn. Danes je tako slabo vreme, da smo se odločili, da ni druge, kakor da pogledava en film. Tako da evo, kokice imava preštimane, film tudi, tako da ni nam hudga, no. Še ena vetrovna noč je za nami, tako da je bilo kar glasno. Rukali se sicer nismo toliko, ker smo imeli vse nogice zunaj, pa v veter smo obrnjeni, ampak ropotali je pa ful. Tako da Nastja zdaj demonstrira, kako je spala. Še dobro, da imam še en polšter, da sem si ga lahko čez glavo dala, ker če ne bi nič spala. Bo mogla čepke za ušesa zgleda kupiti za vetrovne dni. Prosim.
danes so se mogla prestaviti, ker so mogla nafilati nafto za najin grelc. In so imela dve opcije do tega novega placa, kjer smo zdaj. Izbrala sva daljšo, ki je šla skozi lepo ob morju po enem mrtu, oziroma po enem polotočku. In je bila res ful lepa, sicer ozka cesta, vmes je bil tudi makadam, pa kar zelo strm, pa tak malo sipek, ampak sva lepo komod prešla z najinim kemperjem. Res povsod gre, lepo ima zaden pogon, ful je močen in še sprinter ima ful nizko prvo prestavo, tako da je res lepo počas gor plezal, brez problema. Ja, res je. En priden fant. Ja. Danes ne bi sicer veter po noč ponehal, upajmo, ker jaz bi res spala počas, malo boljš. Tako da ja, no, se javava jutr, kakšna je situacija. To je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.